Erne, danes je 1. november, en teden, odkar se je zgodil dogodek. In kako to vse skupaj ti doživljaš? Najprej zanimivo, da si rekla dogodek. Aco je bil ubit. To je to, da rečemo Bobu Bob. Hudo doživljam in zakaj šele po enem tednu nekaj govorim o tem tako bolj javno svojim mnenjem, glede na to, da delam z mladimi, je, ker najprej sem hotel vedeti, kaj se v meni dogaja, kaj vse bodo ljudje rekli o temu. In v meni je bilo najprej prisotna jeza, žalost, sram. Ta me je najbolj mučil, oziroma bi rekel, da je bil vir vsega. Sram kot moškega, ki smo dopustili to. Kdo je kriv, bodo odkrili, rečemo temu, da organi pregona. A kdo je odgovoren? Vsi moški. Ko smo po drugi svetovni vojni varnost zaupali nekemu sistemu, sistem so ljudje, prevzeli so ga šibki ljudje, ki jim ni mar za večino ljudi, ampak za svoj lasten prav, za svojo lastno korist. Lahko se pretvarjajo gor dol sam. Če bi jim vladalo načelo oziroma vrednota spoštovanja, bi bilo to malo drugače. Tako da kaj jaz vidim, da lahko kot moški naredimo, tle bom predvsem apeliral na moške, je prvo, da smo fizično in borbeno sposobni. Kaj to pomeni? Trenirati je treba svoje telo, da je močno, trenirati neko borilno veščino, pa ne z namenom nasilja, pa da hodimo po mestu pa razbijamo ljudi, ampak z namenom, da če se zgodi situacija, se znaš zaščititi, znaš ubraniti sebe, svojo družino, svoje bližnje, svojo skupnost, ki smo pozabili na njo. Druga stvar, skupnost je nekaj, kar nam manjka. Tako da jaz pozivam vse moške, očete predvsem, da se povežete v neko skupino 5-10 ljudi, ki živi znotraj radia 5 minut in da ko mora nekdo iti po otroka v neki podobni situaciji, ker vemo, da nimamo izzive samo, da bi zdaj rekel, z Romi, ampak so skupine ljudi, tudi Slovencev, Albancev, Srbov, pač slabih ljudi, ki hočejo nam škoditi, oziroma pridejo ven z namenom, da se bojo tepali in izzivajo otroke in tako naprej. In nas odrasle in prav veš, da se je prišel ven tepst in da ne boš rabo nikoli več iti samo v neko tako situacijo. Naredite eno skupino, kjer znotraj te skupine je samo en poziv: fantje, moja žena, moji otroci, jaz sem v nevarnosti, kdo lahko pride. In da se bojo te odzvali, seveda, pol ne smemo biti pusi, pa se uprpiti, kao, ful dobro, da smo v teh skupinah. In te skupine, še enkrat, če jih boste naredili, so z namenom zaščite. Tu je ščit, tu ni meč. Tretja stvar, nehajmo živeti hedonistično življenje, ker tu se je zgodilo zato, ker smo udobje zamenjali za vrednoto spoštovanja, časti, delovnosti in nam je tu bolj pomembno, se pravi to udobje, Netflix and chill, samo da nam je čim bolj easy, čim bolj lahko, medtem, ker nič dobrega se iz tega ven ne razvije. Vidimo v zadnjih letih, kaj se dogaja, glavo dol, bojimo se, ne povemo. Zdaj ta profil, vsi smo lahko, Aco ful veliko odkriva in kaže, kaj vse se dogaja, kje so bili vsi ti ljudje prej, zakaj si niso upali, zakaj niso slišani. Tako da, to je to. In četrta stvar, fotri, naučite svoje otroke, fante, spoštovanja, časti, delovnosti, treninga. Če je fant star 15 let, pa ne more narediti 20 sklec, je zame to sramota. Ampak ne od fanta, od očeta, ki ga ni tega naučil. Tako da jaz bi začel tle, pri osebni odgovornosti vsakega, povežimo se v neke skupnosti, ker tu nam manjka, Slovencem manjka ta skupnost, da stojimo drug za drugega. Ne če en kup noga bembeja, vsi, koga je nategnil, koga je naprav, ampak delaj mogoče pa nekaj dobrega naredil, pej ga vprašati, kaj si ti lahko iz tega naučiš, kaj ti lahko iz tega zveš. In če ne drugega, bod vesel za sočloveka. Ker je mogel nekaj narediti za to zadevo. Če je naredil po legalni strani, the best, če je po ilegalni, pa je, da zdaj bodo zakone tako spisali, da bojo malo bolj lovili. Še eno mnenje na to, kar se dogaja moje, je, vsi vemo, da te skupnosti so, kako bi temu rekel, samo maska kriminala. In te zakone, ki so predlagali, da bojo zdaj dali ven ta šuterjev zakon, tle se moramo zavedati, da bojo pritisnili na svetovno mafijo, na svetovne kriminalne združbe
In preden nam bo dobro, bo najverjetneje najprej malo slabo, ker to je tako velika hobotnica, ki vsebuje toliko veliko ljudi in jaz osebno poznam ljudi, ki so delali na policiji, ki so v romskih skupnostih, ki so v nekih kriminalnih združbah, ki povejo, kaj se tam noter dogaja. Ne bom pa o tem javno govoril, ker je too much zaenkrat, se ni varno o tem javno govoriti. Nažalost moram biti tlej pameten pa zaščititi svojo družino. Ampak ja, začnite pri sebi, poglejte se v ogledalo, predvsem stopite goli pred ogledalo, pa se vprašajte, ko se pogledate v oči, pogledate svoje telo, a je to najboljša verzija tebe. In če ni, začni delati na tem. Tlej se začne pri sebi, po bo pa to naven se hitro popravilo, če se bomo hoteli tega zares iti, kakor bi se lahko šli. Tako da to je moje mnenje. Če se bomo ljudje začeli spoštovati, bo zginilo 99% problemov, ki jih imamo.